Poudarki današnjega dnevnika so: zahtevnost maturitetnih nalog buri duhove dijakov. Rimsko-katoliška škofija Murska Sobota je dobila novega škofa Janeza Kozinca. Počitnice so hkrati tudi priložnost za počitniško delo. V Montvarjevcih se bodo v petek sprehodili po poti metuljev. Na kmetiji Erhatič v Osluševcih gojijo ekološka jajca. In še vreme, jutri bo sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni ob spremljanju Pomurskega dnevnika. Potem, ko je v javnosti završalo po pozivu dijakov ene izmed dijaških skupnosti o težavah pri maturitetnih nalogah iz matematike in je dijaška skupnost iz Celja izvedla tudi anketo, s katero so preverili dejansko zadovoljstvo s pisanjem mature pri posameznih predmetih, smo preverili, kaj menijo ravnatelj, profesorica in dijaki iz Pomurja. Na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer smo srečali dijakinji 3. letnika, ki jo matura čaka prihodnje leto. Matematika mi je zelo zanimiva in se jo rada učim. Sem pa slišala, da ni lahka, tako da bo treba vložiti veliko truda. Snovi je veliko, ampak celo leto, že 3 leta, zelo utrjujemo znanje in mislim, da nas zelo dobro pripravijo profesori na maturo. Na Ljutomerski gimnaziji so seznanjeni z informacijami o domnevni prezahtevnosti maturitetnih nalog. Matura iz matematike, tako na osnovni, kakor višji ravni, primerljiva s preteklimi leti in tudi po odzivih dijakov. Matematika je bila nekako na ravni preteklih let, po primerjavi maturitetnih pol in zagotavljajo, da so to vsebine, ki so predpisane tako v učnem načrtu, kakor katalogih znanj in da so rešljive, tako da ne moremo reči, da letošnja matura kaj odstopa od preteklih let. Predvidevam, da ni najbolj enostavno, zato ker vsi tako govorijo. Moj brat je sicer delal na poklicni splošno to našo gimnazijo, ampak je rekel, da je kar obsežna, da je kar težka bila. Matematika je specifičen predmet, pravijo na šoli, in tudi sicer zahteva kontinuirano delo. Matematika je vsekakor eden izmed temeljnih predmetov, tako v srednjih strokovnih programih, kako pa tudi v splošnih programih. Je obvezen maturitetni predmet. Dijaki seveda skozi 4 leta znanje nadgrajujejo. Kakšno je mnenje profesorice matematike v letošnjih nalogah, smo preverili na Srednji ekonomski šoli v Murski Soboti, kjer prav tako izvajajo splošni maturitetni program. Naloge sicer so primerljive z preteklimi leti, sem pa kot ocenjevalka opazila nekaj netipičnih in neklišejskih nalog, ki od dijakov zahtevajo mogoče nekoliko več premisleka in pa globjega razumevanja. Seveda ni nič narobe, nekako nas pripravijo k razmisleku in tudi so pokazatelj dejanskega znanja dijakov oziroma koliko dijaki poznajo matematiko v globino. Po mnenju profesorice in ocenjevalke ne bi smela biti težava v nalogah kot takih. Jaz mislim, da dijaki, ki so 4 leta lepo delali, sledili našim navodilom, ne bi smeli imeti težav. Glede na dejstvo, da je dijaška skupnost Celje pozvala k spremembi sistema ocenjevanja in vrednotenja, bo prihodnost pokazala, kolikšno težo ima poziv dijakov Državnemu izpitnemu centru. Katoliška cerkev v Sloveniji je dobila novega pastirja, papež je za soboškega škofa imenoval Janeza Kozinca. Njegova življenjska in poklicna pot sta prepleteni z znanstveno natančnostjo, poglobljenim duhovnim iskanjem ter predanostjo vzgoji in spremljanju novih duhovnih poklicev. Kot duhovnik, vzgojitelj in predavatelj je doslej zvesto služil Božjemu ljudstvu, sedaj pa bo v moči apostolskega nasledstva stopil na čelo soboške krajevne cerkve. Kozinc je bil z avgustom 2018 razrešen župnijskih dejavnosti in bil v skladu s sklepom Slovenske škofovske konference imenovan za koordinatorja in izvajalca propedevtičnega letnika Bogoslovnega semenišča v Ljubljani.
Danes je papež Leon XVI imenoval duhovnika celjske škofije dr. Janeza Kozinca za škofa škofije Murska Sobota. Pred nami so poletne počitnice, čas oddiha. Za mnoge dijake in študente pa tudi priložnost za prvo izkušnjo s svetom dela. A kdo pravzaprav poišče to delo? Mladi sami ali njihovi starši? Zakaj je pomembno, da prvi korak naredijo prav oni in kako na to gledajo delodajalci? Pred vrati je čas poletnih počitnic in s tem več priložnostnega dela tudi za študente in dijake. Nekateri med njimi študentskega dela niso še nikoli opravljali. Ne, še nikar nisem delala. Ne, pač iščem pa za avgust. Nekateri pa študentsko delo opravljajo že dalj časa. Ja, že 3 leta sem delal v Lidlu. Delam že od 16. leta. Vse pogosteje pa prvi korak namesto otrok naredijo starši. Tudi pri iskanju dela. Opažamo, da starši včasih pokličejo na študentski servis ali delodajalca glede študentskega dela. Vem, da želijo pomagati, ampak mladim največ koristijo izkušnje, ki jih pridobijo sami. Tako da staršem svetujemo, da pustijo mladim, da sami poiščejo delo oziroma da stopijo v stik s delodajalcem in se dogovorijo za delo sami. Dejstvo, da namesto mladih za študentsko delo kličejo njihovi starši, je za marsikaterega delodajalca slab znak. Te otroke oziroma mlade niti ne povabimo na razgovor in s tem jim starši naredijo zgolj medvedjo uslugo. Tako da poziv mogoče staršem, ne kličite na podjetja v imenu vaših otrok. Bolje je, če pridejo, potrkajo, se predstavijo, rečejo, jaz sem šel mimo vaše pisarne, zanima me vaše delo. Iz študentskega servisa Maribor so zapisali, da je za mlade vsaka izkušnja, tudi morebitna napaka, priložnost za učenje in osebno rast. Starše pa pozivajo, naj zaupajo, da bodo otroci zmogli. Strokovnjak s področja vzgoje Sebastian Kristovič opozarja, da so tudi zavrnitve pomemben del učenja. Torej, starš, ki ima otroka resnično rad, ga bo opremil, opolnomočil, da bo otrok v življenju poprijel, da bo razvil neke vrednote in iz svojega življenja nekaj naredil in mu dal nek smisel. Marsikateri delodajalec namreč išče prav pogumne in samozavestne mlade, predvsem v gostinstvu, kjer imajo mladi največ priložnosti za študentsko delo. Nekateri so zelo pogumni in pokličejo sami. Danes bi rekla pogumni zaradi tega, ker očitno je to že pogum. Res bi si želela, da v prihodnje dovolimo otrokom, ki postajajo že zagotovo pri 15, 16, 17, 18 in dalje individumi, da tudi so individumi. Mladi, ki smo jih srečali na mariborskih ulicah, se sicer zavedajo, kako pomembna je samostojnost. Se mi zdi zelo žalostno, da so v bistvu tako nesamostojni. Zdaj bi mogli to sami narediti. Da malo greš tudi svet po klicu, pa tega pa službe, ko te čaka po prihodnosti. Ti se mi, da pač smo že dovolj veliki, da lahko sami kličemo, ne? Je fajn, da kliče sam študent, ker se lahko veliko bolj zmeni. Poletno delo je priložnost za rast. Mladim pa pomagamo največ, če jim zaupamo in jim dovolimo, da stopijo na pot samostojnosti sami. V petek 20. junija bo v Krajinskem parku Goričko potekal dan metuljev oziroma pohod okoli metuljev. Nekaj več o tem pohodu, ki se bo začel v Motvarjevcih, nam bo povedala Stanislava Dešnik, višji naravovarstveni svetnik iz javnega zavoda Krajinski park Goričko. Zakaj metulji in pravzaprav zakaj ta pot okoli metuljev oziroma po metuljih? V Krajinskem parku Goričko se že dlje časa prizadevamo ozaveščati prebivalce in tudi naše obiskovalce, ki prihajajo k nam v tako imenovano neokrnjeno naravo, o tem, kaj vse tukaj raste in kar živi. Metulji so seveda skupina živali, žuželk, ki so zanimivi po svojem življenjskem krogu, po svoji preobrazbi, ki pravimo tudi metamorfoza, ko se iz jajčeca preko ličinke, običajno z imenom gosenica, razvijajo prečudoviti pisani metulji, ki preletavajo po naših travnikih, naših sadovnjakih in pri tem seveda tudi vprašujejo. No, v Motvarjevcih smo pred leti v projektu Gorička Karina postavili pot metuljev, ki je kratka, ampak zelo poučna in seveda tudi domiselno opremljena, zato da ljudem predstavimo, kdo so ti metulji, ki jih tako, bom rekla, skrbno želimo tudi čuvati na teh še preostalih v manjšini mokrotnih travnikih, ki jih na Goričkem še imamo. Se pravi, da je problem tudi biodiverziteta in metulje velja ohranjati, na kar pravzaprav velikokrat pozabljamo. Drži, kar se tiče opraševalcev,
imamo zmeraj v mislih medonosne čebele. Teh imamo že preveč, skorajda, zato so tudi divji opraševalci vse bolj ogroženi, ker se bojujejo za isto prehrano v naravi. No, metulji so pa manj znani kot opraševalci, čeprav veliko pri tem prispevajo k temu. In sicer imamo dve skupini dnevne metulje in nočne metulje. Dnevnih metuljev pri nas na Goričkem smo zabeležili 100 različnih vrst, medtem ko jih je v Sloveniji 180. Nočnih metuljev, ki jih pa seveda ne vidimo, ker so aktivni po noči, imamo pa preko 3000 vrst. Se pravi, da dnevne metulje velja še posebej ohranjati oziroma še posebej pozornost polagati k dnevnim metuljem. To so namreč živali, ki so precej plašne. Ja, zelo so, to vedo zlasti fotografi, ki jih želijo fotografirati in ker so zelo premične, zelo hitro letajo, prhotajo, frfotajo okrog po travnikih in po cvetovih. Ljudje pa jih seveda ogrožamo za rabo tal, se pravi z tem, da travnike prepogosto kosijo, tisti, ki jih pač imajo, da je veliko travnikov bilo tudi preoranih in zato, da se temu nekako izognemo ali pa skrbimo za obstoj vsaj nekaterih vrst na nekaterih travnikih, smo konkretno v Motvarjecih v javnem zavodu odkupili večino travnikov, ki jih negujemo oziroma rabimo metuljem prijazno, se pravi, da počakamo, ko zaključijo svoj življenjski krog, se pravi, ko samičke odložijo jajčice, potem, ko se metulji parijo, da se potem razvijajo ličinke, da grejo te potem po svojih ekoloških lastnostih v nadaljevanje življenjskega kroga, dokler se seveda prihodnje leto spet ne izležejo iz kokonov živobarvni metulji, ki jih pa lahko vidimo samo ob sončnem dnevu, ko so najbolj aktivni. Seveda se je treba tudi zavedati, kot ste sami povedali, pomembnosti te opraševalske dejavnosti metuljev, ki jo pravzaprav pozabljamo. V nekaterih državah po svetu so tako uspešno preprečili razne opraševalce, da to delajo ljudje s čopiči. Gre pravzaprav pri Krajinskem parku Goričko tudi za to, da ohranjate in seveda tudi ljudi poučujete o pomembnosti metuljev. Seveda je cilj, da se ohranijo najprej njihovi življenjski prostori, ki jih pač rabijo za svoje razmnoževanje in pa da se ohrani ta vloga, ki zdaj moderno rečemo ekosistemska storitev. Jaz temu pravim brezplačna storitev, ki nam jo narava daruje, zato da se tudi ljudje hranimo. Namreč večina naših sadežev, plodov, ki jih uživamo kot našo prehrano, je odvisna od opraševalcev. Poznamo, se pravi, te gojene in divje opraševalce in med te ravno divje opraševalce, ki jih ne znamo niti prešteti, zato ker ne vemo, kje gnezdijo, kot recimo čebelje v panju, ne vidimo, ali zbolevajo, ne vidimo, ali izginjajo, opažamo pa, da jih je vse manj. Zdaj, če se vrneva k tej poti metuljev, po kateri bo potekla v petek popoldne, kdaj se bomo zbrali in kje nas bo vodila pot? Torej, zbirno mesto je ob 4 popoldne, ob nadstrešnici nasproti gostilne Puhan v Motvarjevcih, kjer nas bo pričakal naš naravovarstveni nadzornik, biolog Kristjan Malačič, nam povedal vse o ekologiji in o vrstah, ki jih bomo videli, nas popeljal po poti metuljev in seveda tudi kakšnega predstavil v živo. Tako da vabim naše gledalce, da se pridružijo, da se podučijo in da se obogatijo svoje znanje o naravi, ki je še vse preveč skromno v splošni populaciji. Pri metuljih pa še tole vprašanje, mimo katerega ne morem. Govorimo v Evropi o avtohtonih metuljih ali imajo posamezni deli sveta avtohtone metulje oziroma ne? Torej, domorodni, avtohtoni metulji seveda so še prisotni na srečo, čeprav so ti zelo ogroženi, vse več pa prihaja k nam tudi tujerodnih vrst metuljev. Nekateri so pobegnili iz laboratorijev ali pa tudi iz sviloprejstva. Na Goričkem je to velik metulj, mamaj, ki je ostal tukaj iz časov, ko so tukaj še tudi na Goričkem in v Slovenskem porabju z murvami gojili sviloprejke za predelovanje svile. In nekateri so seveda potem ostali v naravi in se tudi uspešno razmnožujejo, seveda pa ne prevladujejo in ne delajo konkurence domorodnim našim domačim metuljem. Mislim, da se o metuljih ne sprašujemo toliko, odkot so prišli. So pravzaprav lepe živali, ki jih radi vidimo, fotografi jih radi fotografirajo, sicer pa se z njimi ne ukvarjajo.
Ukvarja se dalje več biologov, namreč z prisotnostjo, številčnostjo, se pravi populacije in tudi vrstami metuljev ugotavljamo stanje v našem okolju in kadar seveda kakšna vrsta izginja, je to tudi ene vrste opozorilo, alarm, da je nekaj narobe, da je treba ukrepati. Res je, da vplive povzročamo tako ljudje z rabo tal, kot tudi podnebne spremembe, ki smo jim vse bolj priča, prispevajo k spreminjanju in zato seveda moramo ljudje biti potrpežljivi in se na te spremembe prilagoditi, ne pa se proti njim boriti, ker mislim, da smo tukaj pa nemočni. Najbolje bo, da se odpravimo čisto zares na pot metuljev v petek ob 16. Stanislav Dešnik, višji naravovarstveni svetnik Krajinskega parka Goričko, najlepša hvala. Hvala za povabilo in se vidimo v Motvarjevcih v petek ob 4. Na kmetiji Erhatič v Osluševcih se ukvarjajo z ekološko vzrejo mesnic za pridelavo ekoloških jajc. Nahajamo se na kmetiji Erhatič v Osluševcih, kjer se ukvarjamo že več kot 10 let z ekološko vzrejo nesnic za konzumna jajca. Naše jajca iz ekološke reje so pridelana na način, ki zagotavljajo najvišjo kakovost. Kokoši krmimo izključno z naravnimi krmili in vsak dan imajo prost dostop v zimski vrt ter na pašnik. Naše nesnice letno znesejo približno 700 000 jajc, ki jih prodamo predvsem na domačem trgu slovenskim kupcem in tudi lokalno v javne zavode. Sredstva iz ukrepov skupne kmetijske politike so mi kot mlademu prevzemniku omogočila lažji zagon kmetije, katero sem prevzel od očeta. In kako kaže z vremenom? Jutri bo sončno, popoldne se bo pooblačilo. Sledi natančnejša vremenska napoved. Jutro je bilo jasno in sončno. Opoldne so v Murski Soboti, Radencih in Lendavi namerili 26, v Krajinskem parku Goričko pa 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več spremenljive oblačnosti bo popoldne in zvečer, ko lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in na Ptuju 16, v Mariboru 17, najvišje dnevne med 30 in 31 stopinj. V petek bo pretežno jasno, popoldne v hribovitih krajih severne Slovenije ni izključena kakšna ploha. Osvežilo se bo, pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 11 in 19, čez dan pa med 26 in 36 stopinj Celzija. To bi bilo vse za danes, ker smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Le še hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.